pozdravljeni, drage gledalke in dragi gledalci. Zgornjesavska dolina je v teh dneh še posebej ponosna na svoje mlade športnike, ki se z mladinskih olimpijskih iger na Norveškem niso vrnili praznih rok. Tako so jim pripravili sprejeme, o katerih med drugim danes poročamo v kroniki tedna. Pred nami pa je že drugi vrhunec letošnje zime v kranjskogorski občini, že 55. pokal Vitranc. Zato boste v tokratni oddaji izvedeli tudi kaj več, kako potekajo priprave nanj. Zgornjesavska dolina je v preteklosti dala že kar nekaj znanih športnih imen. Po poti vrhunskih športnikov stopajo tudi mladi, ki so odlično zastopali slovenske barve na mladinskih olimpijskih igrah v norveškem Lillehammerju. Slovenska odprava se je domov vrnila s 5 medaljami. Glavni junak iz kranjskogorske občine pa je bil skakalec Bor Pavlovčič z 2 zlatima odličjema. Zanj so domačini iz Dovjega in Mojstrani pripravili poseben sprejem. Lepo število domačinov je prišlo pozdraviti mladega orla, ki še ni povsem vajen takšnih sprejemov. Nedvomno pa ga je bil vesel. Ja, hvala vsem. Nisem pričakoval, da se vas bo toliko zbrali. Tako da super vas je vse videti. Ob sprejemu za Bora so se nekaterim vrnili spomini na uspešna leta alpskega smučanja, ko so takšne sprejeme prirejali za Jureta Koširja in ostale junake belih strmin. France Voga je bil tedaj gonilna sila navijačev in tudi zdaj, ko vzhaja nova športna zvezda v krajih pod Triglavom, je pripravil posebno presenečenje. Na visokih stolpih sedijo čudne ptice. Pod njimi ledene smučine, pod temi bele globine. Na visokih stolpih sedijo čudne ptice. Kam je zazrto njihove lice? V smučino ali globoko dolino, kjer tisoče grl in rok čaka na njihov odskok. Na visokih stolpih sedijo čudne ptice. Kot orli se zdijo, ko poletijo in visoko nad nami jadrajo na vetrovni blazini. Ko spet so med nami, nas veselje omami in vsakem od nas se dvigata radost, ponos. In ko pade noč in se vse postelje tiho prikradejo sanje, kot tudi sami utonemo vanje, takrat se povzpnemo na te visoke stolpiče med naše orliče in skupaj z njimi letimo na domovino. In spodaj vzhično čaka na našega orla junaka. Boru je prišel čestitati tudi župan. Res lepo je priti v Mojstrano čestitati takmu športniku, kot je Bor Pavlovčič. Bor Pavlovčič je letos odskočil iz tistih povprečnih vrst otroške smučarije, otroškega skakalnega športa med višave, v bistvu že skoraj bi rekel lahko, med častne junake slovenskega športa, slovenskega skakanja, in v Saporu, ki se mu je uspel ta preboj, ki je prišel v 20-terico v svetovnem pokalu in seveda tudi nadaljevanje v Lillehammerju z 2 zlatimi kolajnama na olimpijskih igrah mladih in zdaj na skupni tekmi mladinskega svetovnega prvenstva je to samo še zaokroženo. Bor Pavlovčič sicer v letošnji sezoni uspešno nastopa v celinskem pokalu. Debi na tekmi svetovnega pokala v Saporu mu je prinesel 16. mesto, a mladinske olimpijske igre so nekaj posebnega. Tam sem bil 2 tedna, v bistvu 1 teden sem čakal na tekmo. Nismo mogli skakati, ker pač ni bilo skakalnice in to me je malo smotil. Ampak sem se pa kar hitro znašel skakati v pokalu, še zmeraj dobre skoke, kar dovolj za zmago. Na ekipni sem pa isto, sem pa verjel že v Emo in Vida,
in pač smo bili res dobra ekipa, zato nisem sploh verjel, kakšen poraz. Po mladinski olimpijadi ga je čakalo še mladinsko svetovno prvenstvo, kjer je Bor zasedel 10. mesto. Del zaslug za Borove dosedanje uspehe ima tudi njegov trener Uroš Smolej, ki smo ga vprašali, kako priden je Bor na treningih. Je priden. Ne bom rekel, da je bil odmeren tako priden, je pa tudi poj s časoma to pridnost nadgradil. Bilo je pa kdaj kakšne muhe, ampak nič kaj resnega, da bi bilo. Ponovno je pa vam lahko kar pa je kakšen strečing, ki je tak malo, tak da je malo neroden za delati, ki nobenemu ni glih prijeten, ampak to je pač nekaj, kar pri skakalcih mora biti in se s časom naučil, da je to potrebno. Ko je bilo potreba skočiti, bo pa zmeraj? Ne, to pa nikoli ni bil problem na skakalnici, zmeraj je bilo le tako, da smo ga mogli držati, da je konc treninga, da ni še enega skoka, da moramo iti domov. Borova mama Petra je žarela od ponosa. Sinove nastope spremlja preko interneta, njegovih skakalnih začetkov pa se spominja takole. Ja, Bor je hodil v Planico že zelo majhnega, ker je pač ten oče njegov tudi pripravljal skakalnico in je bil to poseben doživetje. In v prvem razredu na Planici, to je bilo 10 let bo letos, so ga fantje na skakalnici, ki so pripravljali doskočišče, vprašali, če bo on tudi, ko bo velik, štamfal na skakalnici. Pa je on čisto suvereno odgovoril, ne, bom pa skakal tukaj. In 3 dni po temu zaključku Planice je bil Bor vpisan v skakalni klub in takrat skače. V Planici letos zaradi mladosti Bor sicer še ne bo nastopil. Glede na rezultate, ki jih dosega letos, pa je pred njim še svetla prihodnost v smučarskih skokih. Med junakinjami letošnjih mladinskih olimpijskih iger je bila tudi alpska smučarka Meta Hrovat, ki je v slalomu osvojila bronasto medaljo. Poleg Mete in Bora sta kranjskogorske barve v slovenski odpravi na Norveškem zastopala še smučar Anže Čufar in tekač Vili Črv. Zanje so sprejem pripravili v Kranjski Gori pod smučišči. Tule sta z nami najprej Meta Hrovat in pa Anže Čufar, ki jih bomo kar poklicali. Tule sta z nami torej Anže Čufar in pa Meta Hrovat s tole bronasto olimpijsko kolajno. In zdaj glede na to, da smo zbran, zdaj ste že pozdravili, ki sta prišla, pa mislim, da je tamle tudi prišel še Vili Črv, tako je, z nami je tudi še Vili Črv, torej Zgornja Savska dolina je bila na olimpijskih igrah 4 gorenjskimi športniki oziroma športniki Zgornje Savske doline. Nažalost, Bora Pavlovčiča ni, zato zdaj le pozdravimo najprej tole trojico, tale fantič desno je Vili Črv, Anže Čufar in Meta Hrovat, in velik aplauz za naše Olimpice. Meta Hrovat je letos že nastopila tudi na tekmah svetovnega pokala. Mladinske olimpijske igre pa so vseeno posebno doživetje, čeprav je računala na boljši rezultat v veleslalomu. Res v slalomu, kakor sem rekla, res nisem pričakovala medalje. Vse sem stavila na veleslalom, toda ta medalja je še toliko bolj zaslužena, ker je bila čist nepričakovana in je skoraj taka kot zlata. Pa si vedela, da te čaka tak sprejem v Kranjski Gori? Moram priznati, da sem videla na Facebooku, ampak nisem pa vedela, da bo tako fajn. Med količki je v Hafjelu zavijal tudi Anže Čufar in se 2-krat uvrstil med najboljšo 30-terico. Hafjel je tako super zadeva, super izkušnja, pač tekme so vrhunske, sam pač treba malo drugače kdaj v prihodnosti pripraviti na to, se skupaj naštimati. Tako da drugače pa super. Lahko bilo bolj, lahko bilo pa tudi slabše, tako da sem vesel drugače. Na oba smučarja so ponosni tudi v domačem alpskem smučarskem klubu Kranjska Gora. Ja, kot predsednik ASEKR-ja sigurno smo že s tem, da so bili 4 iz Zgornje Savske doline na olimpijadi mladih zelo zadovoljni. Posebej še, ker sta bila 2 od teh člana alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora. Že več let delamo intenzivno na mladih, tudi na mlajših od teh 2 in mislim, da se
prvi rezultati kažejo. Po velikih uspehih Jureta Koširja, ki je bil tudi naš član, so zdaj to prvi udeleženci olimpijskih iger in tudi s tem mini pokalom Vitranc, s povezovanjem s pokalom Loka in kasneje s pokalom Vitranc to dokaj uspešno delamo. Na mladinskih olimpijskih igrah je nastopal tudi smučarski tekač Vili Črv. Ja, z rezultati sem zelo zadovoljen, ker nisem pričakoval, da se lahko uvrstim v prvo deseterico, ker pač pred tekmovanjem res konkurentov nisem poznal in sem kar malo presenečen sam nad sabo, ampak vidim, da sem zraven in da sem jim konkurenčen. Je pa tudi ena zelo velika izkušnja to, ker je res tekmovanje na nivoju, pa še sploh na Norveškem kot v deželi teka na smučeh, je tudi vzdušje bilo tako ta prava. Jaz lahko v imenu Nordijskega društva Rateče Planica povem, da smo zelo veseli, nad vse veseli za odlične uspehe naših dveh tekmovalcev, tako Bora Pavlovčiča, 2 zlate kolajne, to je fenomenalno, kot tudi Vilija Črva, odlična uvrstitev v smučarskem teku. In kot zanimivost naj povem v bistvu tudi to, da smo v okviru Slovenije edino športno društvo, ki združuje obe nordijske discipline, to se pravi tako smučarski tek kot smučarske skoke, in zaradi tega mislim, da smo tudi kot društvo na pravi poti, razvijamo tisto, kar je v Planici v tem kraju treba razvijati, to se pravi tako smučarske skoke kot seveda tudi smučarski tek. S takšno tradicijo, kot ima naš društvo od leta 1922 naprej, je pa to praktično samo po sebi umevno. Ob sprejemu mladih športnikov se je smejalo tudi županu Janezu Hrovatu, ki ni skrival zadovoljstva nad temi mladimi upi. Sem ponosen na vse naše tekmovalce, ki so se udeležili teh olimpijskih iger mladih v Lillehammerju. Tudi presenečen, da so mladi in ASK, pa seveda tudi Turizem Kranjska Gora priredili takle sprejem. Škoda, da ni pač sprejem v moji strani, kot je bilo dogovorjeno, ker je le največji uspeh dosegel Bor Pavlovčič z 2 zlatima medaljama v smučarskih skokah. Mislim, da je on tudi junak te olimpijade in tudi naše doline. Rad bi mu ob tej priliki še enkrat čestital, pa seveda tudi vsem drugim 3, Meti, Anžetu in Viliju. Mislim, da so dokazali, da je kranjskogorska občina spet na poti povratka v vrhunske dosežke, da imamo tako v teku, smučanju in seveda tudi v skokih mladino, ki kaže dobre obete za rezultate tudi v svetovnem merilu članske kategorije. Tako da jaz vsem še enkrat čestitam in jim želim veliko uspeha na nadaljnji športni poti. Konec tedna bo Kranjska Gora spet zadihala v športnem duhu. Na sporedu bodo namreč 3 tekme za svetovni pokal oziroma 55. pokal Vitranc. Teden dni pred začetkom smučarskega praznika v Kranjski Gori in Podkorenu so v Ljubljani predstavili potek samega tekmovanja in spremljevalni program. Vse skupaj se bo letos začelo že v petek z nadomestno veleslalomsko tekmo, ki je odpadla v Garmisch-Partenkirchnu. Ja, to je dodatna tekma v programu pokala Vitranc v petek. Mi smo to tekmo sprejeli, predvsem zaradi vidika športa in pa možnosti, da domači tekmovalci imajo eno tekmovanje več na domačem terenu, ki ga dobro poznajo. V soboto bo na sporedu veleslalom, nedelja pa je rezervirana za najboljše slalomiste. Vse 3 dni se bodo tekme začele ob 9:30, drugi tek pa bo na sporedu ob 12:30. Letošnji pokal Vitranc je že 55., kar je tudi za Kranjsko Goro posebno priznanje. 55 let dobre reklame za Kranjsko Goro, 55 let dokazovanja, da Kranjska Gora zmore organizirati vrhunsko prireditev v alpskem smučanju, ki nese ime občine pa naših krajev širom sveta. Pa seveda tudi 55 let
kranjskogorskega turizma, povezanega z vrhunskim alpskim smučanjem, zgodovine, spominov in vsega, kar zraven paše. Ob letošnjem 55. pokalu Vitrans bomo v moji pisarni v prostorih občine Kranjska Gora slavnostno obesili sliko, ki jo je naslikal naš znani slikar Rudolf Španzelj, in sicer sliko ne kar enega, ampak legende kranjskogorskega smučanja, turizma, legende v bistvu cele Kranjske Gore, našega pokojnega Vojtka Budenika, tudi nekdanjega generalnega sekretarja pokala Vitrans in tudi mojega prijatelja bližnjega. Seveda pa tudi letos ne bo manjkalo spremljevalnih dogodkov na čelu s sobotno zabavo. Letos na Kumax Partiju pripravljamo, tako kot vsako leto, eksplozivno zabavo, in sicer program sestavljamo iz glasbenih gostov, kot so Dan D, Mi 2, v večernih urah tudi ABBA, o tem malo kasneje. Letos je novost na sami prireditvi to, da bomo v okviru javnega žrebanja in pred javnim žrebanjem podelili tudi pokale zmagovalcem sobotne tekme in jih tudi razglasili. Novost je tudi ta, da bojo letos vsi svetovni smučarji vstopili na veliki oder mimo publike, tako da se še bolj približajo svojim oboževalcem in obiskovalcem Kumax Partija. Hkrati pa smo letos pripravili še nadgradnjo samega Kumax Partija na način, da smo pripravili tudi afterparty v dvorani Vitrans. Afterparty je tako kot Kumax Party brezplačen, vstop je prost. In z nami bo skupina ABBA, Revival in DJ Pero. Tako da se pravzaprav obeta res en dolg popoldan in zelo zabaven večer do jutranjih ur. Vabljeni vsi, da pridete in da se zabavate. V petek bo ogled tekem brezplačen, za sobotno in nedeljsko tekmo bodo vstopnice na voljo po enaki ceni kot doslej. Če pa boste prišli navijat z večjo slovensko zastavo, pa bo vstop tudi v soboto in nedeljo brezplačen. No, tudi na samem terenu, kjer bodo konec prihodnjega tedna veleslalomski in slalomska tekma alpskih smučarjev za svetovni pokal, je te dni živahno. Potekajo še zaključne priprave na sami progi, v prihodnjih dneh pa bodo postavili še ograje in uredili ciljno areno. Tekmovalno progo na dno skrbi Aleš Vidic za svojo ekipo, svetujemo tudi Janez Šmitek v sami pripravi. Jaz ima popolnoma zaupam in v tem ne vidim nobenega problema. Tudi seveda ne bo lahko. Je velika odgovornost, ki leži na Alešu, kot vodja tekmovanja, vendar znanja imamo, znanja ima dobro ekipo in vsekakor tudi z naše strani ima vso podporo in mu tudi pomagamo in verjamem, da bomo skupaj uspeli preseči tudi te slabe vremenske razmere. Fantje! Kje pa vidiš? Bog nam je naredil krasno zadevo. Čez dan ga je posušil cirka 15 cm betona. In mi do unga snega noter spode, ki še mokr, enostavno ne pridemo tudi z balknom ne. In bomo zdaj počakali, da se z mašinom to čist pogliha, potem bomo pa na vrh samo 2-3 cm toliko zmočili, da ga bo priheftal zraven na ta starga. Tako, začeli se bo z vrha. Z vrha bo šla Pircova skupina. Pircova skupina. Mi bomo šli po 2 skupine, bomo naredili. Ja. Če bi bil cilj takle, zdaj pa zmerla, to je mušter, ki ti pokaže, koliko je kubik snega težek. Šeststo 55 kilogramov teže v kubiku snega.
Kar pomeni? Kar pomeni, da je to zelo dobro že, 650 do 700 je nekje za moške. Teža snega, lahko je tudi več, ne, ampak manj pa ne sme biti. To je 20 je že kar dosti trdo, pa je pa mehko. Spet, da ga bo včeraj narediti ga pol metra. To hočemo. Spodaj še mokro. Prav do samle. Ta plast je čez dan, včeraj majhen zmrznila, to je 20-25, spodaj je pa še mehko, mokr. Ta vrhan je pa že pomrznen, ga tudi na more se nas prime. Je pa sneg, ki ga turisti zabručajo dol. Veš, kaj smo poretrakirali, pa smo pa polili. Narode. Klele pa doma tudi hišce pa nismo nič retrakirali, smo samo polili. Če bi takole ostali, jaz sem kar podpišem. Če bi takole bilo. Včeraj sva z retračistom, Boštjanom, v sneg od strani, tle gor pripeljala, zglihala, samo to je udor noter v samo progo. Škodo so seveda naredili turisti, ki jih je veliko, pa ker ni mraza, da bi to zmrzlo in potem gre ta sipek sneg dol v dolino in ga je treba gor pripeljati nazaj. Gor nismo mogli kepe narediti, ker je toliko višji, 400 metrov višji, ima manj vlage, bolj suh sneg, nekaj ima več vlage, čez drug sneg. Ni bilo toliko mraza, še. Je 705, je pa že dobro, ker je že majhen. Več vlage, rabo samo mrz, da bo tole zmrznilo. Pa bo. Prvi meseci leta so bogati z občnimi zbori društev. V petek so se tako v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani zbrali članice in člani planinskega društva Dovje Mojstrana. V soboto so občni zbor imeli tudi martuljški planinci. V kulturnem domu na Dovjem pa so v soboto zasedali še članice in člani kulturno-umetniškega društva Jaka Rabič Dovje Mojstrana. Ljudski dom v Kranjski Gori v prenovljeni podobi vsak teden ponudi kakšen zanimiv dogodek. Tokrat je v goste prišla Polo na vetrih in poskrbela za smeh med obiskovalci v dvorani v monokomediji Pijem, ker sem pač žejna. Zdaj pa še skok v prihodnji teden. V sredo, 2. marca ob 19. bodo v fotogaleriji v avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah odprli razstavo fotografij z naslovom V črno-belem je skrita Mavrica, avtorice Barbare Gregorič-Silič. Gledališče Toneta Čufarja Jesenice je pripravilo novo predstavo. Premiera predstave Igranje z ognjem, ki jo je režiral Dušan Mlakar, bo v četrtek 3. marca ob 17. V razstavnem salonu Kulturnega doma na Slovenskem Javorniku bodo v petek 4. marca ob 18. odprli razstavo unikatnih izdelkov hiše Belin. Razstava bo na ogled vsak delovni dan med 16. in 20. uro do 24. marca. V petek ob 18. bo v dvorani Kolparan na Jesenicah občni zbor Planinskega društva Jesenice. V dvorani Vitranc v Kranjski Gori bo v petek ob 19:30 na sporedu muzikal Mamma Mia.
Planinsko društvo Javornik Koroška Bela organizira odhod na tradicionalni pohod po Jurčičevi poti od Višnje gore do Muljave. Pohod bo v soboto, odhod avtobusa pa bo ob 6:30 s Hrušice. Občni zbor Društva upokojencev Dovje Mojstrana bo v soboto 5. marca ob 17. v Kulturnem domu na Dovjem. Poleg običajnih zadev, pregleda dela za nazaj in predstavitev načrtov za letos pripravljajo tudi kulturni program. Preživite prijeten teden in nasvidenje do prihodnjič.